Ja, razstava je zelo zanimiva, to moram reči. Videl sem kar nekaj stvari, za katere doslej v življenju skozi izobraževanje nisem dobil pravih podatkov. Prav posebej so me zanimali pa kraji, v katerih so živeli moji predniki. In vidim, da se njihova pripovedovanja skladajo s tem, kar je bilo danes tukaj predočeno. Zdi se mi pa, da je simbolika razstave ravno v teh časih, ko se pogovarjamo o Brexitu na mehak ali trd način, o stanju na Severnem Irskem, pa tudi še kjer, je zelo aktualna. Dejstvo je, ki ga nikoli ne smemo pozabiti, da so se meje praviloma risale v krvi. In da eno so politične deklaracije, drugo je pa dejstvo, kje stoji vojaški škorenj in kje je država sposobna braniti svojo mejo. Jaz nikakor ne gledam militaristično na način reševanja slovenskih problemov s sosednjo Republiko Hrvaško, ampak pogrešam pa malo več poguma slovenske politike, da se postavi za slovensko stvar. Verjamem, da ima Evropa svetlo prihodnost. Verjamem pa, da bo tako, kot so tudi mnogi drugi imperiji in druge nadnacionalne tvorbe, lahko nekega dne tudi izginila z obličja zemlje. In za tisti čas moramo svojim potomcem pustiti stabilne, določene meje. V nasprotnem primeru jih peljemo po poti, kamor je slovenski narod v zgodovini že korakal in se je vedno končalo tragično. Se pravi, nisem pristaš reševanja silo, sem pa pristaš reševanja z odločnostjo in trdnim prepričanjem, da smo Slovenci na svojem sam gospodar. Kako pa vidite nadaljne sodelovanje s tem projektom, se pravi Državni svet in pač ta projekt, ki ga peljemo na Filozofski fakulteti v Ljubljani? Državni svet je vedno bil in mora postati pluralen politični organ. V Državnem svetu se morajo srečevati različna mnenja, različni pogledi, moramo se pogovarjati o preteklosti, moramo obravnavati sedanjost in pogled imeti uprt v prihodnost. Jaz mislim, da so takšne razstave, kot je tale v Državnem svetu, vedno dobrodošle. In tu se bomo potrudili biti gostoljubni, pomagati pri realizaciji takšnih projektov.